SBC poslovne zgodbe, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novih poslovnih zgodbah SBC-ja, kluba slovenskih podjetnikov. Kluba, ki že tako ali tako združuje le tiste najboljše, kar Slovenija premore. Ampak potem pa so tudi tiste zgodbe, ki so pa morda še bolj zanimive že zaradi zgodovine, zaradi vsega, kar pravzaprav prinašajo, in eno izmed takih piše tudi družina Jezeršek. Pa ne zgolj zadnjih nekaj let, ampak če se vrnemo res čisto na začetek, morda že 250 let. Kdo drug kot Martin Jezeršek, najmlajši izmed 4 bratov, je tisti, ki lahko pove pa morda še več, zato en lep pozdrav. Zdravo, živijo. Jaz sej ne vem, kje bi začela, no? Čisto iskreno. Ali pri gostinstvu, ali pri družini, ali pri tradiciji, pa zato vseeno morda pri najnovejši novici, to je, da ko sem tedne nazaj gledal, ki vse ste, Hrvaška, Italija, Slovenija, potem pa tista novica, da se slovenska kulinarika širi čez mejo in to na avstrijsko-koroško. To je pa res nekaj, kar se pa zgodi redko, zato ker Avstrijci pa kulinarike res ne dajo. Razen vam, kako to? Ja, v bistvu res zanimiva zgodba, tudi povezana z družinskim podjetništvom in tako naprej. Zdaj bom rekel, avstrijski trg za nas ni čisto nov trg, se pravi, mi kot uveljavljen catering ponudnik našo storitev kar uspešno izvažamo zdaj že nekaj let. Vsako leto tudi kar nekaj dogodkov že izvedemo na avstrijskem trgu in smo se spogledovali z Avstrijo že nekaj časa. Nam je bližnji trg z veliko kupno močjo, z dobro dodano vrednostjo in tako naprej. In v bistvu zgodba se je začela pred časom, ko sem na enem dogodku se pogovarjal z Benjaminom Vakovnikom, ki je, se pravi, predsednik gospodarskega združenja slovenskega na Koroškem, in mu omenil, da potencialno bi nas pa Avstrija zanimala kot zanimiv trg. No, in v bistvu bom rekel, recimo pol leta me je Benjamin kontaktiral, da ima pa eno res super priložnost za nas, in na ta način v bistvu smo se spoznali, oziroma je prišla do nas družina Riedl. Gre se zelo, bom rekel, močno avstrijsko družino, zelo močno podjetje, ki bom rekel, je povezano s to družino Jacques Le Mans, se pravi, so ustanovitelji in lastniki urarne Jacques Le Mans, in ki je, bom rekel, eden velikih proizvajalcev ur z proizvodnami v Švici in na Kitajskem. No, in bom rekel, ta družina je, recimo temu za hobi, bom rekel, tak domače dvorišče oziroma hrib za domačo hišo spremenila v bistvu destinacijo, vložila v ta hrib v zadnjih 10 letih več kot 100 milijonov evrov in v bistvu naredila eno tako zelo zanimivo zgodbo posestva Tagembrun. In kot se zelo pogosto dogaja, bom rekel, ko nekdo iz neke druge branže vstopi v ta hospitality segment, v gostinstvo, so se tudi sami iz, bom rekel, težav ali pa napak, ki so jih naredili v teh preteklih 10 letih, ugotovili, da pač je pravilen pristop v poslu, da se vsak drži svojega posla. In na ta način v bistvu nas našli in nam ponudili, bom rekel, upravljanje tega hospitalityja v sklopu posestva Tagembrun. Pogledal sem to posestvo, da si lažje predstavljam, ne, rekel si, nekaj 100 milijonov so verjetno vložili v to, vrhunsko izgleda. Grad oziroma ta graščina, potem sobe, ki jih ponujajo, spredaj stoji neka ogromna struktura, skulptura, ki slavi, če sem prav prebral, naravo in vse to, kar imajo nekega umetnika. Se pravi, vaša naloga je, da ob vsej tej petičnosti, ki jo že imajo, ponudite gostu pa še to, kar vi najbolje znate, to je pa kulinarika, ne? Tako nekako, se pravi, predvsem smo odgovorni za kulinariko, za dogodke, ki se dogajajo na tem posestvu, za hotel v sklopu posestva. Predvsem pa, kar se mi zdi pomembno, je, da v bistvu smo nastavili en tak dober partnerski odnos.
Kot rečeno, tudi na drugi strani stoji za zgodbo neka družina, ki je zelo povezana, kjer ravno tako so v obdobju prehoda ali pa tesnega sodelovanja med generacijo ustanovitelja in pa nasledniki. In moram reči, da smo se tudi osebno zelo ujeli tako ustanovitelji kot nasledniki. Tako da verjamemo v zgodbo, v uspeh in mislim, da nas čaka lepa prihodnost. A ob vsem tem, kar že počneš, kar kot družina že počnete, desetletja, pa res obvladate, res ste dobri, a se je tresla roka ob podpisu vendarle? Pa ne, ob podpisu ne. Do podpisa je namreč kot običajno pri takih poslih kar neka pot, neki analiz, neki premisleka. Tako da bom rekel, ko pride do podpisa, moraš že kar verjeti v to odločitev. Tako da ni se tresla roka, bolj se potem, bom rekel, trese ali pa bom rekel malo ščemi v trebuhu, ko se stvari začnejo, kot je vedno pri teh takih projektih, novih začetkih, še posebej, če je to na novem trgu, pa da je to tudi zahteven projekt, kot je ta, bom rekel, nikoli ne grejo stvari po planu, pridejo s tem vedno neke začetne težave in tako naprej. Tako da tega je bilo pa kar nekaj zdaj v zadnjih 2 mesecih. Ampak smo tudi, bom rekel, tisto prvo najtežje obdobje prebrodili. Še se bova vrnila k tema zadnjima 2 mesecama, ampak to je bil nek tak uvod v družino in zadnji posel, ki ste ga sklenili. 4 brate, oče, mama, prvi catering v Sloveniji, 4 gostilne v Sloveniji zdaj, ki jih obvladujete, 150 zaposlenih, ko je višek sezone, tudi do 200 honorarnih ali pa pomočnikov, ki delajo. To je ogromno slovensko gostinsko podjetje. A je največje, ki ga imamo? Zdaj, bom rekel, če govorimo o tem nekem segmentu, segmentu klasičnega gostinstva, a la carte gostinstva, obstajajo tudi podobno velika ali pa večja podjetja, mogoče v tem segmentu menz, bom rekel, te tovarniške prehrane. Ampak zagotovo, bom rekel, v tem segmentu na slovenski ravni smo relativno veliko podjetje. Sam si omenil, tako kot družina, s katero zdaj sodelujemo čez mejo, smo tudi mi tista, kjer se te generacije morda prepletajo, pa se tudi predajajo posli. Pa zdaj si menza omenil, ko je tvoj oče začel, to je bila ta tovarniška hrana, ki sta jo z mamo pripravljala, pa ko danes sedite skupaj, a še kdaj reče, takrat je bilo pa res vse drugače. Mislim, zagotovo starejše generacije vedno gledajo, ali pa tudi že mi gledamo nazaj na neke druge čase, vedno z neko nostalgijo, kar se mi zdi na nek način je normalno. Po drugi strani pa se mi zdi, da je pomembno, da in jaz tudi vedno poudarjam, tako recimo, ko govorim s svojimi brati ali pa sodelavci, izredno pomembno je tudi, bom rekel, imeti to sposobnost, da v nekem trenutku, ko je mogoče težko ali pa ko si v neki situaciji, narediš jaz temu rečem zoom out, vidiš stvar nekoliko širše in ugotoviš, da nam je lepo. Kljub temu, da, bom rekel, smo v poslu, ki ni enostaven, da podjetništvo nikoli ni enostavno, ampak ko naredim ta zoom out, nam je lepo. Če bi te prosil, če opišeš na primer svojega očeta pa mamo, a bi rekel tudi, da sta bila vizionarja? Ja, zagotovo, predvsem oče. Mogoče oče, za oris neke zgodbe je bil, preden je šel na podjetniško pot, recimo temu, danes bi bil to direktor šolskih restavracij, se pravi, je bil v javnem sistemu, v šolstvu zaposlen, in bom rekel, kot takrat še menedžer je želel uvesti neke spremembe, je imel neko vizijo poslovanja, nekega razvoja, ampak takrat pač v tistem sistemu, bom rekel, ljudje, ki so bili prodorni, ki so imeli mogoče ideje po nekih spremembah in tako naprej, je bil zatrt, in na koncu koncev ga je to spodbudilo.
da je, bom rekel, nekaj noči začel meriti našo domačo garažo in razmišljati, kako bo tam noter postavil kuhinjo. Zagotovo je bil vizionar, še posebej v tistih časih, ko je, bom rekel, podjetništvo bilo ne samo redkost, bilo je celo nezaželjeno in tako naprej. Še pri eni stvari, ko so se pripravljali seveda na ta pogovor, se mi je zdelo, da je velik vizionar. Ko je imel 4 sinove, je vse 4 sinove znal zadržati v družinskem podjetju, ne, razdeliti vloge, do ostave še prideva, ampak prepoznati tudi to, kdaj je treba deliti, razdeliti in vztrajati skupaj. Ja. To je pa tudi izjemna redkost. No. Ja, tudi zato kapo dol očetu. Vse to pa vedno nekako izhaja iz družine. Vedno, ko s komorkoli pogovarjamo o tem, povem zgodbo, ki nam jo je oče tudi povedal, kako je njegov oče, ko je dopolnil neko starost, bom rekel, ni bil še star, ampak recimo temu, da je dopolnil recimo za današnje standarde 60 let, posedel brate za mizo in razdelil premoženje, kdo bo imel kmetijo, kdo bo imel zemljo in tako naprej. In bom rekel, ta zgled se je prenesel naprej in to je pomagalo. Poleg tega pa jaz mislim, da v naši zgodbi pomaga tudi zanimivost našega posla. Kljub temu, da vsi ves čas govorijo, kako je gostinstvo težko in naporen poklic in tako naprej, je ogromno zgodb, kako si ljudje želijo vstopiti v gostinstvo in to ljudje, ki, bom rekel, ki so že uspešni, ki imajo nek kapital, to gostinstvo ljudi vleče. Še posebej pa, bom rekel, naš posel, catering posel je za mlade izredno zanimiv. Bom rekel, mi kot otroci, kot mladostniki smo, bom rekel, danes bili prisotni na dogodkih, ki so bili jutri po jutrišnjem v nekih medijih, časopisih, srečevali smo slavne ljudi in če si kot mlada oseba v takem poslu prisoten, te to potegne. In oče ali pa mama nikoli nista nas usmerjala v ta poklic, ampak nas je nekako poklical. Celo spomnim se zgodbe, ko sem se jaz odločil za srednjo šolo, da naj se ne odločim za gostinski poklic, da ne grem študirati ekonomijo, karkoli drugega, ne, da bomo rabili tudi druga znanja, pa sem jaz trdno odločen, da je to poklic zame. 4 bratje, se pravi, vem, da ti si šel na gostinsko, pa potem v Švico. Ja. Kaj sta ostala 2 študirala? Za Luko seveda vemo, ne, ampak... Vsi smo izobraženi gostinci. Aha, vsi ste izobraženi gostinci. Bom rekel, od pomivalnice v osnovnošolskih letih, skozi srednjošolsko, pa potem v različne smeri. No, mene je potem po višji gostinski šoli zaneslo v smer menedžmenta, še vedno hospitality managementa. Pač takrat, bom rekel, ko sem kot oseba bil že nekoliko bolj razvit, sem ugotovil, da mogoče kuharski ali pa strežni poklic res ni tisto, kar mi najbolj želi ali pa kar me najbolj veseli, da me pa veseli vodenje, razvijanje stvari in na ta način nekako sem se srečal z šolo, švicarsko šolo, katero sem potem kasneje obiskoval in tudi uspešno zaključil. Koliko je to? 15 let približno nazaj, ne? To je 12 let nazaj. Težko si predstavljamo, to je že bil modern svet, tudi interneta pa tako naprej, pa vendarle, ko priješ Slovenec, no to je zelo prestižna šola, to sem tudi malo pogooglil, ne pride tja kar vsak, no to je treba povedati. Kakšne zgodbe se tam pišejo na tej šoli? Kaj vse, na primer, tam vidiš drugače ali pa je drugače, kot pa morda v Sloveniji? Kakšno znanje tam pridobiš in ga prineseš domov? Ja, to je bila res zanimiva izkušnja, sploh takrat, ko res, bom rekel, je bil svet še malo, bom rekel, manjši na nek način, preko teh... Ali pa večji, ravno obratno, ne? Ja, tako, je bila ta izkušnja res neverjetna. To je pač talilni lonc, takrat mislim, da je bilo na šoli, smo bili študenti, mislim, da že iz skoraj 100 različnih držav iz celega sveta in bom rekel, že z tega vidika je bilo to izredno zanimivo. In pa ta vsa zgodovina, tradicija, akumulirano znanje na tej šoli, bom rekel, to je najstarejša hotelska šola, prvotno hotelska šola, ki se je kasneje razvila v tako imenovani hospitality management. Bom rekel, izredne izkušnje, prisotnost svetovnega gospodarstva, bom rekel,
znanja, ki ga še danes recimo v Sloveniji ni, ali pa še danes bi bil program, ki smo ga 12 let nazaj mi tam študirali, bi ga lahko samo prenesel sem v Slovenijo in bi bil še vedno aktualen. Tako da to je bila res super izkušnja. Eno je z vidika tega znanja, drugo pa je z vidika izkušnje in pa mreže kontaktov, ki bom rekel, sem jih ustvaril po vsem svetu in jih še danes lahko unovčim. Ta šola je znana po izredno močni alumni mreži in še danes, bom rekel, to uporabim zelo pogosto. Da si lažje predstavljamo tisti, ki pojma nimamo o tem, se pravi, to so ljudje, ki vodijo najprestižnejše hotele na svetu, a ne? To so ljudje, ki vodijo najprestižnejše restauracije in verige, ne? Pravzaprav se to v resnici več ne dogaja. Najbolj pogost zaposlovalec te šole danes, sem ravno pred kratkim izvedel, je se pravi družba, ki upravlja znamke kot je Louis Vuitton in tako naprej, se pravi ta luxury industry je bom rekel, prepoznal odlike kadra. Kaj pa v tvojih časih? Ja, tudi že takrat banke, se pravi v bistvu celotna storitvena dejavnost, ki pa je danes del vsega. Danes tudi, če nekdo kupi avto ali pa uro ali pa karkoli, je pomembna storitev pred nakupom, po nakupu in bom rekel, ta znanja so v bistvu danes prepoznana prav v vseh industrijah. No, pa sva spet nazaj, ne? To, kar se greste vi, to, kar vi počnete, to ni zgolj catering, ne? In ravno zato ste 4 brati s 4 različnimi znanji, doprinosom, pa še oče, pa še kup sodelavcev. Kaj vse pravzaprav združuje torej gostinstvo Jezeršek? Kaj vse morate imeti, da ste na trgu lahko tako uspešni in konkurenčni? No? Ja, jaz mislim, da v zadnjih 10 letih smo uspeli oblikovati nek poslovni model, ki v današnjem času funkcionira in mislim, da ima še kar neki let prihodnosti pred sabo. In v bistvu gre za to, da bom rekel, mi imamo tako, jaz temu rečem, 3 stebre poslovanja. Eno je, bom rekel, to področje cateringa, kjer letno izvedemo preko 2500 dogodkov, kot že rečeno, vedno več tudi izven Slovenije. To so zahtevni dogodki po več tisoč oseb na zelo visokem nivoju, pa hkrati tudi majhni dogodki. Se pravi, to je ena veja tega našega poslovanja. Drugo so naše lokacije, naše poslovne enote, ki, bom rekel, so kljub temu, da je oboje gostinstvo, sta to 2 zelo različna svetova. Bom rekel, a la carte restauracija ali pa lokacija so tukaj neke značilnosti vsakodnevnega obratovanja, kjer je dan dnevu podoben in je potrebno piliti podrobnosti in procese vsak dan znova in dvigovati to postopoma na višji nivo. Na drugi strani catering je pa izredno projektno orientiran, kjer imamo tudi drugačne kadre z drugačnimi odlikami in v bistvu ta 2 svetova sta zelo drugačna, hkrati se pa tudi prepletata oziroma en drugega dopolnjujeta, ko govorimo o recimo sezonskosti ali pa poslovne enote, lahko kadrovsko včasih podprejo catering in obratno. Hkrati je ta catering del eno gonilo razvoja, ker bom rekel, vedno znova prihajajo kupci, ki imajo vedno bolj odštekane želje, kakšen je bo njihov dogodek in zaradi tega, ker je vsak dan drugačen, ker je vsak dogodek drugačen, bom rekel, lahko bistveno hitrejše se razvija tudi ta naš del poslovnih enot, tako da se stvari dobro dopolnjujejo. No, tretji steber je pa tako imenovana, recimo temu, centrala naša. Mi, bom rekel, smo v zadnjih letih se centralno organizirali in imamo izredno močne podporne službe, ki podpirajo tako poslovne enote kot catering, se pravi centralizirana nabava, prodaja, marketing, seveda vse finančno-računovodske službe, tudi razvoj, tudi bom rekel, dobavne verige centraliziramo. No in to pa mislim, da je tisti ključen del, ki nam pomaga pri tem, da lahko rastemo in hkrati ohranjamo nek nivo kvalitete z tem, da, bom rekel, imamo vse procese pod nadzorom, da jih lahko dobro kontroliramo na različnih, bom rekel, točkah in
In ja, jaz mislim, da ta poslovni model, ki smo ga postavili v zadnjih 10 letih, je zaenkrat uspešen in ima še lepo prihodnost. Prebral sem, enkrat si omenil, da kot družina razmišljate o neki strategiji trajnosti in da bi vse skupaj uredili, potem je bila pa ta korona, ki seveda to mečkan zavrla. Kje ste zdaj s to strategijo trajnosti, vizije do 2030, ne vem, to sem se zdaj sam zmislil, ker ne vem, če je bila ocena, do kam gre. V bistvu nam je COVID tukaj pomagal. COVID je bil po eni strani za nas izredno zahteven. V prvem letu so nam prihodki upadli za 70%, ker smo izredno vezani na, bom rekel, to industrijo dogodkov, ki so bili pač prepovedani, se pravi, naša glavna dejavnost je bila prepovedana. No in ta čas smo uspeli pametno izkoristiti, zasnovali novo strategijo razvoja, ki je res osredotočena na ta trajnostni vidik. In običajno se seveda v Sloveniji, ko govorimo o trajnosti, predvsem govori o neki okoljski trajnosti, ki je pomembna, ampak za nas je prvi vidik trajnosti kadrovska strategija, oziroma recimo temu družbena trajnost, družbeni vidik trajnosti. In tukaj tudi mislim, da smo v času COVID-a s pomočjo, bom rekel, te nove strategije uspeli narediti te spremembe, ki jih recimo gostinstvo v Sloveniji nujno potrebuje. In zaradi tega smo se uspeli tudi po COVID-u kar uspešno odbiti iz te krize in se lahko danes pohvalimo, da nimamo kadrovskih težav, da mislim, da smo dober zaposlovalec. Konec koncev merimo vsako leto zavzetost zaposlenih in zavzetost naših zaposlenih je po rekel, analizah, ki so primerljive po celem svetu, ki so standardizirane v svetovnem vrhu vseh podjetij, ne samo gostinske panoge, in na to v bistvu smo najbolj ponosni. Imamo izredno motivirane, zavzete zaposlene. Tako da to je zame glavni vidik trajnosti. Bi pa vsem tukaj omenil še eno področje, kjer veliko energije vlagamo v zadnjem času, pa tudi denarja, seveda, je pa zmanjševanje količine zavržene hrane. Tukaj vlagamo bom rekel, napredne tehnologije, merjenja količin zavržene hrane, analiziranja podatkov in to fazo zdaj, bom rekel, smo že uspešno implementirali, se pravi zelo z pametnimi tehnicami, ki jih poganja AI, merimo završke, jih uspešno segmentiramo. Zdaj pa v bistvu smo v fazi, ko začenjamo razvoj tudi nekih orodij, ki bodo s pomočjo umetne inteligence v bistvu nam pomagali bolje predvidevati tako imenovane normative na dogodkih in na ta način zmanjšati količino zavržene hrane, ki je v dejavnosti cateringa kar velik problem. In tukaj pa mislim, da je tisto, kar nas zdaj čaka v naslednjem obdobju, bom rekel, tak lep, zanimiv projekt. Se gre pa lahko v dve smeri, ali v ta zaposlovalni del, ali pa ta umetna inteligenca, zato bi najprej to vprašal. Hočeš reči, da imate v podjetju tudi programerje? Da ima kuharsko podjetje programerje? V bistvu prav zaposlenega programerja še nimamo, imamo pa zunanje sodelavce, ki, bom rekel, ki večino časa ali pa skoraj ves čas namenijo nam. Imamo svoj lasten software, ki ga močno razvijamo in pa, bom rekel, neko okolje različnih podpornih softverov. Ja. Tako da to področje digitalizacije je še eno, kjer se izredno razvijamo. Torej, digitalizacija vendarle v podjetjih deluje, čeprav se mi zdi, da v državi pa pri stvarih, ki bi morali ne. Ampak, to je tema za kdaj drugič. Bom pa še to vprašal, a imaš podatek, katere hrane se pa največ zavrže, naprimer pri vas, v kakšnih količinah, to govorimo, ali rajš ne bova o tem. Ampak tako, da si sploh predstavljamo, 4 gostilne, catering, kjer si rekel, lahko je 1000 ljudi. Kje je najtežje torej najdeti, pa reči, manj krompirja vzamemo ali pa manj kruha? To ni nobena skrivnost. Pri nas konkretno v podjetju se 20% od nabavljene hrane zavrže, kar je, če vprašaš mene, izredno veliko, bistveno preveč. Največji problem je zagotovo področje cateringa, kjer se težava že začne pri, bom rekel, vabljenju gostov. In bom rekel, organizator dogodka, ki povabi 100 ljudi,
zaradi slabe kulture potrjevanja prihodov in tako naprej, nikoli ne ve, koliko točno ljudi bo prišlo. Težko odda dobro naročilo, mi kot gostinci težko to predvidimo zaradi ogromno nekih faktorjev od vremena, ure dogodka, lokacije dogodka, tipa gostov. Težko predvidimo, kakšna bo, bom rekel, lakota teh gostov. Potem pa še ta, bom rekel, kultura, da ne sme ničesar zmanjkati, ne, je problematična. Vse to se hoče reči, edino pravilo je, da ne sme biti premala. Ne? Ja, tako, ja. Še posebej na porokah. Ne. In to vse, ta skupek, kljub temu, da bomo 40 let izkušenj predvidevanja normativov, še vedno pripelje do tega, da imamo 20% hrane zavržene. Recimo temu industry standard v cateringu je sicer 30%, se pravi smo boljši od konkurence ali pa od gostinstva nasploh. Kljub temu je pa to 20% preveč. Ne? In če že ni motivacija nekega podjetnika okoljska, je tukaj motivacija denar. Če recimo pri 10 milijonih prometa 2,5 milijona nameniš za hrano in pijačo, se hitro da zračunati, koliko je 20% od tega in tako z okoljskega, najbolj z okoljskega, kot seveda tudi z finančnega, kot z vidika dobrega gospodarja je treba na tem delati in danes nam ta tehnologija to omogoča. In tukaj mislim, da smo pionirji tega in že uporabljamo neke napredna orodja, predvidevanja in že smo uspešni pri zmanjševanju te količine, ampak daleč od cilja. Omenil si, da so tudi želje pri cateringu vedno bolj nenavadne. 30-40 let teh izkušenj v cateringu vendarle pomeni ogromno. Kaj se je najbolj spremenil? Verjetno ne lakota, ampak želja po čem? Predvsem, ja, sama hrana je vedno manj pomemben del celotne storitve. Če je mogoče pred leti bilo pomembno, da je hrane dovolj, pa da jo ne zmanjka, pa da, bom rekel, ljudje pridejo do pijače, je danes to nek minimalni standard. Vedno bolj pa je pomembno celostno doživetje na tem dogodku. In zato se mi že dolgo več ne ukvarjamo več z hrano in pijačo, ampak je to nekje na seznamu, bom rekel, ali pa nekje v procesu načrtovanja dogodkov. Mi se ukvarjamo praktično z vsem, z samim konceptom dogodka, z zvokom, z odmevom, z programom, z lučjo, z, bom rekel, načinom postrežbe in tako naprej. In na ta način se danes ustvarja nek wow efekt. Ne. Danes lahko kdorkoli preko spleta naroči najboljšo steklenico vina, najboljši kaviar, preko YouTubea se nauči, kako speči najboljši steak, ali pa ne vem kaj, vse to združiti in povezati v neko celostno storitev, v neko celostno doživetje gosta. Za, bom rekel, nekaj ljudi je to težko, kaj šele, ko govorimo o nekaj 100, o nekaj tisoč ljudeh, ki jih moraš na tem nivoju postrežiti. Ne vpliva ključno k razumevanju vaše poslovne zgodbe, ampak je pa zanimivost, zato te bom vprašal, kaj je bila najbolj ekstravagantna želja, ki ste jo mogli izpolniti? Teh je bilo veliko, zdaj, kjer je bila najbolj ekstravagantna. Bom rekel, ena taka iz zadnjega obdobja, iz zadnjih 14 dneh ali pa zadnjega meseca je zanimiva. Imeli smo en kongres tukaj v Sloveniji, več dogodkov skozi več dni in vedno bolj prisotni so tudi diete, alergije in tako naprej. No in na seznamu diet je ena gostja izpostavila željo, da je hrano samo za malo vilčko. In na vseh dogodkih skozi 4 dni, od zajtrka do večerja, smo vedno njej posebej pripravili malo vilčko in samo z malo vilčko je jedla vse, kar je jedla. Ostali pa normalno. Mislim, bilo je še veliko različnih diet in tako naprej, verskih.
ne vem, kakšnih vse. In ja, to je danes realnost storitvene dejavnosti. Danes ne tekmujemo več v tem, kdo lahko skuha, ampak kdo lahko dostavi vse kar obljubi vsem, kako ustreči vsem željam, ki so vedno bolj nenavadne. Omenil si seveda ta efekt, ki ga dobiš ob celotnem dogodku. Videl sem, mislim, da ravno par dni nazaj, ko je Luka, tvoj brat, objavil nek video, da prav pri vas lahko naučite tudi ljudi za organizacijo vseh teh dogodkov, kako ključno je to. In zdaj so pa pri kadrih, tista prejšnja tema. V gostinstvu je največje povpraševanje, sploh poleti, seveda po kadrih. Lani sem prebral, pa tudi letos je enako. Mislim, da 400 novih služb samo tistih, ki dobijo redno zaposlitev. To je ogromno, to je skoraj da odstotek v tistem obdobju, pa govorimo za čas, kjer je največ zaposlenih in najnižja stopnja brezposelnosti. In seveda so to večinoma zdaj že tujci, ko gre za zaposlene v gostinski, hotelirski panogi. Kako da vam gre? Kot si sam rekel, pa tukaj kar lahko, da dobro tukaj delate, da lahko dobite kadre. To je nenavadno, ker vsak gostinec, ki ga poznam, reče, danes dobiti na takar je nemogoče. Dobrega kuharja skoraj da ga ni. Picopeke iščejo v Mariboru celo leto, ponujajo mi plačo, ki je višja od predsednika vlade skoraj da. Ne gre lahko, to je treba povedati. Ampak pri tem uspevamo. In to je bistvena razlika med, bom rekel, tem, kar bom rekel, običajno gostinci pričakujejo, pa pri realnosti. Se pravi, kadrovsko področje je pri nas verjetno najbolj strateško področje, s katerim se na vsakodnevni ravni ukvarja kar nekaj zelo usposobljenih, izobraženih ljudi. Kadrovska strategija je najbolj podrobno gledom tudi mene osebno in izredno skrbno in natančno jo izvajamo in pripravljamo. In zdaj bi tukaj lahko govoril še en podcast najmanj o tem, kaj vse delamo. Dejstvo pa je, da je potrebno v današnjem poslovnem okolju razumeti, bom rekel, kakšna delovna mesta so na voljo v tvojem podjetju, da je skoraj za vsako delovno mesto ali pa vsaj za vsak nivo delovnih mest potrebno imeti drugačen pristop, na drugačen način iskati kadre, na drugačen način jih razvijati, izobraževati, vzdrževati odnose in to je pač izredno kompleksna stvar. Na drugi strani pa potrebno razumeti tudi bom rekel, potrebe današnjega sodelavca. Tako bom rekel, spet po različnih delovnih mestih, kot predvsem po starostnih skupinah in se ves čas temu prilagajati. In bom rekel, če zdaj navedem nekaj primerov, vemo, da naprimer ta čisto osnovna delovna mesta, kuhinjski pomočniki in tako naprej, vedno bolj redko ta dela upravljajo, bom rekel, domači kadri, slovenski državljani in vedno bolj se je potrebno obračati izven meja Slovenije in tudi Balkan ni več dovolj, bom rekel, so tukaj države tretjega sveta in tako naprej. Medtem, ko že govorimo o nekih, bom rekel, kadrih, kuharjih, natakarjih, kjer je pomemben ne samo jezik, tudi razumevanje kulture in tako naprej, tam je pa potrebno bom rekel, iskati kadre, mi iščemo kadre med mladimi, ogromno projektov izvajamo s šolami, pomagamo šolam pri izvajanju njihovega programa, zelo jih podpiramo, zdaj peljamo recimo nekaj najbolj obetavnih mladih v Pariz, v slovensko hišo v sklopu olimpijskih iger in na ta način v bistvu iščemo ta talent, ga bom rekel, spravimo čez naš prag, potem pa jaz rečem, da jih skušamo okužiti s to našo kulturo, cepiti z našo kulturo, da se v podjetju dobro počutijo, da vidijo, bom rekel, da imamo v podjetju pravo kulturo, da imamo zavzete sodelavce in potem, bom rekel, človek si želi ostati v takem podjetju. In če pa zdaj govorimo o vodstvenem kadru, pa mi skoraj izključno, sploh ko govorimo o strokovnih delovnih mestih, vzgajamo te kadre sami. Se pravi, rastemo lahko tako hitro, kot vzgajamo nove bodoče vodilne sodelavce.
Ta del, ki se ga zdaj razlagal, je ključen, se mi zdi, za mnogo podjetij, ki ne razume, kako pomembni so delavci in so sodelavci, pa potem se sprašujejo, kje jih bodo dobili, ker če jih ni, ne, moraš predvsem začeti pri sebi. Zato morda pod vprašanje samo še, če bi naštel, 1, 2, 3, na katerem mestu je plača. Ne, v Sloveniji vedno, ko se začnemo pogovarjati, češ, tudi zdaj, ko sem bral kar nekaj komentarjev, pa ponudi več denarja, pa bo že prišel kdo k tebi delati, ne, tudi v gostinski lokal. Pri vas, na katerem mestu je torej plača pri delavci, ki je z vami, 5 let? Jaz zagotovo ne na prvem mestu. To sem prepričan. Spet je na gostinskem področju situacija v Sloveniji izredno specifična in na to jaz zdaj že nekaj časa tudi javno opozarjam, ker edino na ta način lahko se zgodijo neke spremembe. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji še vedno več kot 90% kadrov zaposlenih v gostinstvu deluje v tako imenovani sivi coni. Dobijo neko minimalno plačo na račun in pa potem, bom rekel, na nelegalen način še nek drug del plače, in to je rak rana gostinstva v Sloveniji, zagotovo, poleg seveda delovnega okolja in tako naprej. In na tem je treba delati. In recimo, če dam primer covida, bom rekel, v covidu smo bili mi med najbolj prizadetimi panogami, še posebej, ko govorimo o cateringu, ampak zato, ker že vrsto let se trudimo, bom rekel, biti fair delodajalec, tudi v smislu plačevanja in tako naprej, so naši sodelavci, ki so bili takrat na čakanju, dobili od tistih 80% dejanske plače, ne pa tiste plače, ki, bom rekel, je bila nakazana na računa. Ne. In tudi to je del tega, da smo se po covidu lahko odbili nazaj in uspešno poslujemo naprej. In covid je, predvsem na tem področju, sem izredno hvaležen, da se je zgodil, ker je v glavah ljudi, delavcev, sodelavcev tudi spodbudil to zavedanje, da ne samo višina plačila, ampak tudi način plačila in pa, bom rekel, spoštovanje zakonodaje je pomembno tudi z tega vidika. No. In tukaj te spremembe, ki jih pa še posebej zdaj opažam v primerjavi z Avstrijo, vidim, da so res rak rana slovenskega gostinstva. No, to se mi pa zdaj ravno vzel z jezika, sem ravno želel vprašati, ne, v Sloveniji se radi primerjamo s tujino, vi to zdaj živite, delate. Kako drugače je v Avstriji, ko gre na primer za gostinstvo, za kadre, za plače, za vse te stvari, ki so pri nas rak rana? Ravno tako je izredno težko dobiti kadre. To smo, bom rekel, na lastni koži izkusili zdaj v zadnjih 2 mesecih, ko je potrebno na novo postaviti ekipo, še posebej zato, ker kljub vsemu smo v Sloveniji bistveno bolj uveljavljena blagovna znamka kot v Avstriji. Bom rekel, nas potencialni sodelavci še ne prepoznajo kot, bom rekel, zanimivega delodajalca in smo bili iz tega vidika v težji situaciji. Se pravi, situacija je ravno tako težka, ko govorimo o razpoložljivosti kadra, je pa na drugi strani bistveno lažje, ko govorimo o konkurenčnosti. Se pravi, pravila so za vsa enaka in bom rekel, tisti, ki je boljši, ki je bolj produktiven, ki je bolj kvaliteten, je lahko tudi bolj uspešen. V Sloveniji pa, bom rekel, je običajno tako, da tisti, ki zna kaj tudi prikriti in skriti in ne vem kaj narediti, je lahko bolj konkurenčen. Kakšna pa je, na primer, razlika med kuharjem v Avstriji pa v Sloveniji, finančna? Strošek plač je nekje med 60 in 70% višji za primerljiva delovna mesta. Sama neto plača je razlika nekoliko nižja, ker so obdavčitve v Avstriji velike. Ampak kot že rečeno, to ni problem, če so pravila za vsa enaka, ker se to prenese na cene, se pravi, so tudi cene hrane in pijače bistveno lahko više, ali pa vseh ostalih storitev, ki, bom rekel, prispevajo delček k enemu dogodku, k enemu cateringu. In zato je, bom rekel, konkurenčno okolje deluje bolje.
Zdaj so pa pri tistem stavku, ki sem ga tudi našel, ko sem se pripravljal na tale pogovor. Nekje si omenil, zdi se mi, da bi lahko bile cene v gostilnah, v restavracijah celo višje. To je bogokletno, ker če gremo po Ljubljani, pa bo danes nekdo rekel, da daš pa 16-17 evrov za pico, to je norost, ampak sam lahko rečem, če greš pa po glavnih mestih drugih evropskih držav, je pica od 20 do 25 evrov tudi lahko. Seveda jo pa lahko najdeš tudi za 15 evrov. Ali smo Slovenci ob Mišelinkah, ob tem, da imamo vrhunske kuharje, vrhunsko kulinariko, začeli razumeti tudi, ker se mi zdi, da morda pa ne, da je to vendarle trg, kjer se ponujajo stvari za 5, 6, 7 evrov, pa za 20 in da ta 20 evrov ponuja potem kuharju lahko večje priložnosti, plačo in vse ostalo. Ta 6, 7 evrov je pa pač druga stvar. Se mi zdi, da tega ne razumemo, da bi mi vsi šli na najboljšo pico za 10 evrov. Ali se može? Osnovno razumevanje je pogosto zgrešeno. Mi v gostilnah ne kupujemo produkta, ampak kupujemo storitev. In če govorimo o gostinstvu, največji strošek v gostinstvu je plača. In pogosto slišim v zadnjem času primerjave z recimo Italijo, kjer so gostinske storitve pogosto cenejše, tudi v teh velikih mestih. Potrebno se vprašati, kakšne so obdavčitve plač v Italiji. In po meni znanih informacijah je to z tega vidika okolje boljše. In na drugi strani, če gremo proti severu, Avstriji, Nemčiji, bom rekel, so te obdavčitve zahtevnejše in posledično cene višje. In to razumevanje je pač pri vsem skupaj ključno. Zdaj pa, če govorimo o nekih specifikah, kot je Ljubljana, so pa tukaj seveda še najemnine in tako naprej in tako naprej. In to je tudi najpogostejša napaka, recimo gostincev, da se ukvarjajo predvsem z stroškom surovine, pozabijo pa na produktivnost, strošek dela, ki je glavna stvar v našem poslu. Potem pa k temu dodajava še, vrhunske restauracije. Slovenci jih imamo zdaj res veliko. To se 10-15 let nazaj to se ni dogajalo. Imeli smo JB-ja, morda pa še koga, ampak zdaj pa kar naenkrat pride seznam Mišelinovih zvezdic in nam je normalno, da jih imamo, Ano Roš s 3, pa potem 2, 1. Prebral sem, Hrvati so zdaj vsi zadovoljni, ker so končno dobili 1 z 2 zvezdicama. To pa vemo, Hrvatov je še enkrat več, obišče jih 5-krat več turistov kot nas. To pa je primerljivo. Tukaj pa smo, lahko rečemo, svetovni prvaki v tem poslu. Ja, in jaz sem zato v bistvu iskreno vesel za vsakega kolega, ki dobi takšno nagrado. Predvsem je pa to dokaz, da smo v neki fazi zrelosti naše panoge, sploh v tem segmentu višje kulinarike. In ravno to se zdaj pojavlja. Spet, če se malo vrnemo na te cene. Če delamo primerjave z razvitimi državami, kjer, bom rekel, trg funkcionira, dva ekstrema se, ali pa, bom rekel, dve panogi gostinstva se pojavljata, tako imenovani full service restaurants, kjer je predvsem poudarek na storitvi, kjer so cene vedno višje, kjer so plače vedno višje, ker je nivo storitve vedno višji, ker so pričakovanja gostov višja. Na drugi strani pa tako imenovani quick service restaurants, kjer pa recimo, če gremo v London, na vsakem vogalu je fish and chips. Ali je to fish and chips, ali je to neka sendvičarna, kjer ni praktično nobene postrežbe, kjer pri pultu naročimo, plačamo, včasih celo na, bom rekel, avtomatski blagajni, plačamo, kupimo pravzaprav produkt, kjer je storitve relativno malo in to pa je lahko ugodno. In dogaja se to, ali pa še bolj se bo to zgodilo, da bo ta srednji rang restauracij, kjer je veliko storitve za ugodno ceno, bo počasi izginil. In če bom rekel, se zapeljemo malo po podeželju, kjer je bilo včasih veliko napisov, malica, nekaj evrov, to izginja, ta segment izginja. Vedno več je pa nekih po eni strani burgerjev, kjer je ta, se pravi, koncept quick service restauracije in pa na drugi strani full service restauracije, kjer pa cene rastejo. Kje ste tukaj vi?
če te vprašam recimo za 4 restauracije, na gradu seveda tam pričakujete turiste, tam pričakujete tiste, ki pridejo pogledat grad in potem še nekaj dobrega pojeste. Vem pa, da se ves čas ukvarjate prav to, kar tudi sledim, ne, tudi naprimer Luka, ko kuha v Masterchefu, rečem, mi gremo zdaj tudi v to trajnost, nekaj, da pripraviš tudi poceni, hitro in tako naprej. Kje vidite priložnost recimo za vas? Je še kakšna v kakšnih burgerjih, v kakšni taki hitri? Mi zaenkrat ostajamo pri teh 2 stebrih poslovanja, se pravi na eni strani catering in pa na drugi strani full service restauracije, kjer seveda z našim poslovnim modelom, z produktivnostjo, z vsem, kar delamo, želimo ponujati najboljši value for money, se pravi, ne želimo preveč se spogledovati za nekim fine diningom, želimo ostati v segmentu, recimo temu fine casual restauraciji, kjer lahko dobiš dobro storitev, zelo korektno hrano po relativno ugodni ceni. Vendar nikoli ne rečemo ničemur nikoli. Smo se v preteklosti tudi že spogledovali z recimo temu quick service koncepti, ampak zaenkrat se za to nismo odločili, ker bom rekel, lahko še vedno razvijamo to našo dejavnost in bom rekel, rastemo še. Kaj pa druga stran, bitka za zvezdico? Ne, vedno znova odkrito povemo, da si zvezdice ne želimo. To sem zato vprašal, ker poznam nekaj takšnih, ki jo imajo. Opravil sem ogromno intervjujev z njimi in je najbolj zanimivo tak intervju opraviti po letu dni. Ker morda ti lahko poveš kakšno anekdoto, no, vem, jaz nisem pravi za to govoriti, ampak ne predstavljamo si, kaj pa vendarle prinaša tak naslov. Če pri športnikih vemo, da si ti svetovni prvak in to le eno leto braniš, je to izjemen napor in vse ostalo, ampak če pa braniš zvezdico, je pa kaj? Vse se spremeni, ne? Mislim, odvisno, kako si v štartu sprofiliran. Se pravi, naše restauracije, naš cilj je, če govorimo zdaj o Michelinu, ostati v tem rangu pod zvezdico, se pravi, Michelinova nagrada, Bib Gourmand, se pravi, dober value for money. Težava nastane, ko si restauracija, ki je v resnici na tem nivoju, dobi zvezdico. Pogosto se to tudi v Sloveniji zgodi, da nekdo, ki si po mnenju, ne bom rekel mojem mnenju, po mnenju strokovne javnosti zvezdice ne zaslužijo, dobi, ali pa na drugi strani nekdo, ki si zvezdico zaslužijo, ne dobi. Težava pri tem nastane, ker zvezdica sprofilira pričakovanja gostov. In avtomatsko gost, ki prihaja v restauracijo, ki ima zvezdico, pričakuje nivo fine dininga. Zato si mi zvezdice ne želimo, ker mi desetletja razvijamo naše restauracije, imamo goste, ki imajo jasna pričakovanja, ki vejo, kaj lahko pri nas dobijo in je to naša tista ciljna skupina. In če bi se nam zgodila zvezdica, bi kar naenkrat k nam prihajali gostje, ki imajo neka druga pričakovanja. In tisti gostje, ki pa bom rekel, so naši ustaljeni, pa bi kar naenkrat več ne vedeli, ali lahko še pridejo ali ne. In zato je ta past zvezdic lahko za koga tudi usodna. In če pogledamo v tujino, poznamo kar nekaj primerov, ko so vrnili. Ali celo že v štartu zavrnili, ali pa po nekem obdobju vrnili. In to celo v Franciji, kjer je to. Tako. Ja. Ko je kosilo Jezerškov, kakšno je kosilo pri vas? Kdo kuha in kakšno je? Predvsem je prijetno. Vsi, kljub temu, da je to naš posel, uživamo v dobri hrani in pijači. Res iskreno in res neizmerno. Pa si razdelite, kdo prevzame kakšno nedeljo kuhinjo ali kako je s tem? Ja, mislim, ko imamo srečanja cele družine, si vedno bolj pogosto razdelimo stvari, ali po hodih, ali ali bom rekel, enkrat eden odgovoren, pa drugič drugi. In na ta način, pa ne zato, ker bi na ta način razdelili odgovornost, ampak zato, ker je kuhanje prijetna stvar in vedno, bom rekel, zdaj, mislim, da lani ali predlani smo
smo si ustvarili tudi nek tak skupen prostor, tam, kjer živita oče in mama, z lepo kuhno, ki je, bom rekel, primerna za delavnice, ampak v resnici je to zasebni prostor, kjer uživamo ali sami, ali z dobrimi prijatelji, ali bom rekel, razvijamo kakšne nove ideje, in tam se dogaja, da pač pridemo na kup s sestavinami in začnemo vsi kuhati, in potem, ko je skuhano, se vsi usedemo in skupaj pojemo in odpiramo dobra vina in pri tem uživamo. Koliko ljudi vas je zdaj za mizo, že koliko šteje članov rodbina Jezeršek? Zaenkrat mislim, da je to 19 skupaj se pravi, naslednjo, tretjo generacijo. Se tudi dobro znajdejo v kuhinji? Ja, so kar, bom rekel... Ste jih okužili že? So že okužili, že dolgo, že davno, in bom rekel, razvijajo to afiniteto do hrane, in bom rekel, na glas povejo, da kako pomembna je dobra hrana, kako pomembno je spoštovati hrano, ne? To je tista, se mi zdi, osnovna vrednota, ki jo skušamo v naslednjo generacijo ali pa nasploh v družbo vcepiti, ne? To spoštovanje do hrane, do tega pridelka, do surovine. Tako da zagotovo, kar se tega tiče, zagotovo bo naslednja generacija gurmanov. Katera hrana zmaga? Je kakšna jed, kjer pa ne morete zagrešiti? Kar rečete, to je pa tisto, kar se pa pri Jezeršku vedno... To je najbolj pogosto, pa hkrati najbolj zahtevno vprašanje. Ne, bom rekel, oseba, ki na tem nivoju spoštuje hrano, spoštuje tudi sezone, spoštuje tudi mikrookolje in tako naprej. In krivično bi bilo reči, da je meni osebno ali pa komurkoli od nas najljubše, ker lahko je nekaj najljubše v nekem trenutku, v nekem okolju, v nekem drugem trenutku, v drugem okolju pa to lahko nekaj drugega. Še malo bi za to mizo ostal, če lahko. Kaj pa natočite v kozarce? Zdaj veliko sva govorila o hrani, en izjemen segment slovenskega gostinstva, kulinarike, gastronomije so tudi vina, in tudi tukaj smo Slovenci izjemni, ne glede na to, kako malo prostora imamo za vinske trte. Ne moramo tekmovati z Italijani, Francozi, Južnoafričani, pa v bistvu smo marsikje boljši. Kaj se pa pri vas najbolj spoštuje, ko gre za slovensko vino? No? Podoben odgovor bi lahko dal. Zagotovo, bom rekel, tudi našim gostom najraje ponudimo slovenska vina, medtem ko moram priznati, da ko pa sami okušamo, pa vedno več tudi posegamo po tujih vinih, pa ne zato, ker mislimo, da bi bilo tuje boljše, ampak ker na ta način se izobražujemo, ker na ta način širimo svoje obzorja, lahko delamo primerjave in, bom rekel, boljše razumemo tudi slovensko vino, ko pogledamo navzven. Rekel si, da je prijetno za mizo, ampak vendarle 3 generacije, oče, mama, 4 sinovi, vsi vpeti v podjetje. Nekje si rekel, sem prebral, no, da se skregate, pa potem greste naprej. Kako torej deluje ta poslovni del kosila, če tam o tem klepetate, ali pa ko gre za posel, kako v bistvu vsi 4 egoti, ne, ker vendarle ste to močne osebe, pa še oče s svojimi izkušnjami in vsem, kako to deluje? Ker zdaj se počasi premikava pa k tej družinski ustavi, zato da tja peljem. No? Pravzaprav vedno bolje to deluje, zato ker smo vsi vedno bolj zrele osebe, razvite osebe, ker vedno bolj razumemo svoje vloge v podjetju, in če se zdaj vrnem nekaj let nazaj, so bili momenti, ko bom rekel, smo dvigovali glas ali pa loputali z vrati na teh sestankih. Tega je vedno manj, že takrat pa, kar se mi zdi ključno, smo bili vsi sposobni zopet sesti za mizo in se dogovoriti do konca. In to se mi zdi, da je ena taka pomembna lastnost v družinskih podjetjih, pa tudi pri posameznikih, tudi svoje otroke jaz osebno na ta način vzgajam. Nič ni narobe, če nas čustva preplavijo, če se razburimo. Pomembno je, da ko se čustva umirijo, znamo racionalno pogledati na situacijo, bom rekel, in se spet usesti za mizo in sprejeti neke dogovore. In tega smo bili vedno do zdaj sposobni. Zdaj pa bom rekel tudi zato, ker vedno bolj razumemo te vloge,
na eni strani dela v podjetju, se pravi, mi 4 bratje smo vsi zaposleni v podjetju na različnih delovnih mestih, in ko govorimo o tem vidiku, je jasno, da jaz kot direktor imam tisto glavno besedo, ko govorimo o odločitvah, ko govorimo o stroki, jo ima nekdo drug. Po drugi strani pa, ko govorimo o vlogah, je pomembna tudi zame vloga lastnikov. Vsi 4 smo hkrati solastniki, enakopravni solastniki, in jaz kot direktor moram tudi to razumeti, da v enem momentu moj brat lahko pred mano sedi kot moj sodelavec, moj podrejen, v drugem momentu kot solastnik, v tretjem momentu kot brat, kot družinski član. K sreči pa so tukaj še 4. momenti, ko smo še prijatelji, no? In to se mi zdi pomembno. Toliko kot je plusov, je tudi minusov, a? Ali pa zapleteno morda, no, včasih. A? Zapleteno je te stvari razumeti, zapleteno je te stvari v glavi sprocesirati do tega nivoja, da si sposoben v različnih momentih sedeti na teh 3-4 različnih stolih, in se, bom rekel, v vsakem stavku zavedati, na katerem stolu zdaj sediš. Rekel sem na začetku, da se mi tvoj oče zdi pravi vizionar, ne zgolj zaradi ene odločitve, ampak zaradi katerih stvari, ki jih je izpeljal v življenju, ampak tudi ti si, ker si prišel z idejo o tej družinski ustavi. Slovenija je pač država, mlada, 33 let je stara, in ko so se ta podjetja začela v garaži, zdaj prihaja ta druga generacija in odstotek podjetij, ki zvozijo drugo in tretjo generacijo, je izjemno majhen, tudi zaradi tega, ker se v resnici družine med seboj ne razumejo. Odkje ta ideja o tej družinski ustavi in kaj noter piše, kaj si zapisal, oziroma kako ste si to zamislili? No? Ja, zdaj v bistvu zgodba družinske ustave se je v našem primeru začela takoj po moji vrnitvi iz študija. Takrat sem jaz kot v bistvu zelo mlad fant prevzel vodenje podjetja. Danes sem kar presenečen, da sem po eni strani, da sem bil dovolj pogumen, pa to še razumem, ker sem bil mlad. Po drugi strani pa bom rekel, predvsem tudi, da je bil oče toliko pogumen in da je ne samo prepustil, ampak tudi povsem zaupal. No, in takrat v bistvu je bil, recimo temu, moj pogoj ali pa moja močna želja, da je prvi korak, preden se začnemo pogovarjati o viziji, bom rekel, podjetja ali pa z nekimi vsakodnevnimi operativnimi zadevami, da se pogovorimo o vlogi družine, solastništva in pa dela v podjetju. Takrat sem najprej v tujini srečal koncept družinske ustave, se skušal malo izobražati na tem področju, potem tudi v Sloveniji najdu prve primere in v bistvu takrat z relativno malo znanja v Sloveniji smo mislim, da bili eni prvih z družinsko ustavo, ki je potem 12 let v bistvu ostala nespremenjena. Jo ni bilo treba odpirati, zato ker, bom rekel, so vsi dogovori držali, brez da bi pogledali v ustavo. Ravno letos smo pa v bistvu se odločili za neko posodobitev te ustave. V tem vmesnem obdobju se je v Sloveniji tudi kar nekaj tega znanja akumulirano pri različnih svetovalcih. Nekaj podjetij je skozi to šolo že šlo in zato smo se odločili, da jo odpremo, da jo zanaliziramo in v bistvu vnesemo neke sodobnejše koncepte, pa kljub temu nismo nekih bistvenih sprememb naredili. Se pravi, tam notri ste zapisali vse to, kar se pogleda, če bi šlo kaj narobe. Tako. In ni šlo. Zaenkrat ne. Odlično. Hvala lepa za tvoj čas. Prav v veselje me je bilo klepetati in poslušati. Zanimivo vedno je, ko govorim z vami, ne vem, iz gostinstva ali pa iz kulinarike, da se večino časa pogovarjamo o drugih stvarih, ne o hrani. No, če bi o hrani bi Luka povabil, ampak me je zanimalo, kako deluje družinsko podjetje Jezeršek, ki ga seveda vsi poznamo, in vam želim,
da delate tako dobro še naprej in da še Avstrijcem pokažete, zakaj smo Slovenci bili tisti boljši del Habsburške monarhije, ko je šlo za kulinariko. Hvala za vabilo in upam, da se te želje uresničijo tudi v Avstriji. Hvala lepa. Vam pa hvala, da ste bili seveda z nami. Dobro je slišati, kako družinska podjetja delujejo, ne zgolj zaradi ustave, ampak predvsem zaradi spoštovanja eden do drugega, do tistega posla, ki ga upravljajo in seveda tudi zaradi načelnosti. In tega jim pri Jezeršku res ne manjka. Hvala, do naslednjič.